Dobrodošli v današnjih novicah. Danes se bomo osredotočili na Kinodvor, uspešen kino v centru Ljubljane. Naša prva novica je zares pretresljiva, saj so neznani grafiterji vdrli v glavno dvorano Kinodvora in posprejeli predvajalsko platno. Več o tem bo povedal Vili. Danes ob 7. zjutraj so nam iz Kinodvora sporočili, da bodo danes vsa filmska predvajanja v Kinodvoru odpovedana. Kakšna je denarna škoda in kaj se je zares zgodilo, bomo vprašali varnostnico Kinodvora. Gospa Jožica, kaj se je zgodilo, da bodo vse predstave odpovedane? Danes sem ob 6. zjutraj stopila v dvorano, da bi pregledala, ali je vse v redu. Ko sem zagledala filmsko platno porisano z grafiti. Kolikšna pa bo denarna škoda? Če malo pomislim, bi mogli popolnoma zamenjati filmsko platno. Zato moramo upoštevati ceno platna, prevoza in seveda ceno postavitve platna. Tako da menim, da bo cena zamenjave filmskega platna približno 3 milijone evrov. Ali ste po pregledu varnostnih kamer ugotovili, kdo bo mogoče bil zločinec? V bistvu še nismo pregledali kamer. Naslednja novica dneva je zelo resna, saj je svetovno znani režiser Julian Smith pokomentiral najuspešnejši film vseh časov, ki se predvaja v naši kinodvorani. Oglašamo se izpred Kinodvora, v katerem poteka najbolj uspešni film do zdaj. Vprašali bomo slavnega režiserja Juliana Smitha o njegovem filmu. Zakaj je vaš film tako uspešen? Because we put a lot of effort in the film. Kaj je v tem filmu tako posebnega? Special effects. Kaj je tema filma? You should go watch the film yourself. Kak se vam je zdel film? Najboljši film na svetu. V naši rubriki Ali ste vedeli se bomo danes posvetili predvsem podrobnostim, ki niso zelo znane v Sloveniji. Ali ste vedeli, da je bil naš predsednik zaposlen tudi kot čistilec v Kinodvoru? Najditelja fotografij, ki dokazujejo povezanost gospoda Pahorja in naše slovenske kinodvorane, smo zaprosili za intervju. Danes smo na našem naslovu prejeli tole sliko. Intervjujal bom pošiljatelja Jurčka Vojsko. Kje ste posneli to sliko? To sliko sem posnel, ko sem še delal v Kinodvoru. Takrat sem bil predvajalec kart in Borutov best friend. Delali so selfije in tako sem posnel to sliko. Torej je res, da je bil Borut Pahor čistilec v Kinodvoru? Ja, seveda, da je res, drugače ne bi moral posneti te slike. Dobro. Torej, Lana, to bo za danes to. Hvala, Vili. Zdaj pa nam bo reporter Nikolaj povedal, kakšen incident se je zgodil pred Kinodvorom. Kakice hočemo! Kakice hočemo! Kakice hočemo! Kakice hočemo! Kakice hočemo! Kakice! Zgodila se je strašna tragedija. V Kinodvoru ni kakic in zdaj gledalci stavkajo za kakice. Hočemo kakice! Hočemo kakice! Gledalci pa so zopet protestirali. Razlog je bil majhen predmet na napačnem kraju ob napačnem času. Nočemo kakic! Nočemo kakic! Nočemo kakic! Nočemo kakic! Zaradi najdbe vampirovega zoba gledalci protestirajo proti kakicam. Dober dan, danes bomo govorili o pretresljivi novici, ki se je zgodila v kinu. Gledalec je med kakicami najdel vampirski zob. Več o tem nam bo povedala inšpektorica za vampirje. Kako se je ta zob znašel med kakicami? Mislim, da je vampir med tem, ko je gledal film, ugriznil v zažgano kakico, ki je bila zelo trda in se mu je nato zlomil zob. Iz kje pa je ta vampir? Glede na to spiralasto obliko zoba, naj bi bil iz Mirabilandije. Je ta vampir že koga ranil?
Ja, Kako pa veste? iz te luknjice vampir pije kri in ker je prepojena s krvjo, potem je že pil kri. Hvala lepa. Upam, da vam je bila novica všeč, se vidimo pozneje. Zadnja novica pred vremenom pa je tragičen dogodek z muho v dvorani. Podrobnosti nam bo povedala Neža. Javljamo se iz Kinodvora, kjer je muha motila gledalce med gledanjem filma Direktorica Koza. Muhe ni nič zmotilo in gledalcem ni dala miru. V Kinodvoru bo jutri deževalo. Pojutrišnjem bo huda toča. Padavine ljudi bodo vse večje in film bo sončen. Grom ljudi pa vse manjši. Hvala, ker ste bili danes z nami. Se vidimo prihodnjič. Kat.